V bistvu, ko igram partijo šaha, zvem, kakšen dan prej, kdo bo moj nasprotnik in jaz se lepo sedem za prenosnik in raziščem svojega nasprotnika. Pri šahu moram vedno gledati celotno šahovnico. Ne moram se skoncentrirati samo na svojo kraljevo stran, ker jo želim zavarovati. Daj, povej mi, te kaj razburi med šahovsko partijo in kako te stvari potem rešuješ? Mogoče ni najbolj pravilno, da tako reagiram. Vem, da so ene vzporednice med šahom pa med vožnjo. Ja. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V zimskem času je poraba goriva, ne glede na to, kakšen agregat avto poganja, vselej nekoliko višja kot v drugih letnih časih. Zato je zdaj primeren čas, da obudimo tehnike in pravila ekovožnje. No, zimske temperature so za avto svojevrsten izziv. Ampak bodimo konkretni. Kako zmanjšati porabo oziroma biti bolj učinkoviti, energetsko uravnoteženi in še podobne izraze bi lahko Zmanjšamo našli? porabo, no ja. Zmanjšamo porabo, pa bodisi bencina, dizla, elektrike, kombinacije v hibridnih vozilih in tule lahko kar potegnem zloženko, ki jo je moj kolega leta 2008 napisal in poglejmo, kako lahko te nasvete prilagodimo na moderne tehnologije in na trenutno stanje. Pa začnimo na začetku. Kar se porabe tiče, sta pomembna dva sektorja. Prvi je vaše vozilo, drugi pa voznik oziroma kako se vozilo vozi. Pri obeh, in pri avtu, in pri vozniškem slogu, je zelo veliko vsebine, o kateri bi lahko govorili, ampak namenoma smo se tako pri eni kot pri drugi odločili izpostaviti tri, za katere menimo, da so najpomembnejše. Začnimo kar z avtom in z edinim stikom s podlago, s pnevmatikami in kotalnim uporom, ki je velik porabnik energije. Kotalni upor je večji, če pnevmatike niso dovolj napolnjene oziroma če niso optimalno napolnjene in s tem se poveča poraba. Tlak v pnevmatikah je treba preverjati redno, kar pomeni vsaj enkrat na mesec, tega pa večina ne počne. Če pa imate avto, ki je star 10 let ali manj, pa je že opremljen s senzorjem, ki vam bo sam javil, če kakšna pnevmatika ni optimalno napolnjena. Še nekaj, če je mogoče, jih polnite, ko so hladne. Na kakšno vrednost pa seveda najdete napisano na nalepki, ki jo najdete na stebričku vozila na voznikovi strani ali pa na pokrovu odprtine za točenje goriva, pri starejših avtomobilih pa tudi v odlagalnem prostoru na sovoznikovi strani. Na drugo mesto postavimo zračni upor, takoj za kotalnim uporom. Aerodinamika, o njej v avtomobilnosti zelo veliko govorimo, saj se v zadnjem času avtomobili oblikovno zelo spreminjajo, postajajo tudi bistveno večji športni terenci in je oblika velik del tega, kako se doseže čim manjšo porabo. In ko govorimo o aerodinamiki, ta se bistveno spremeni, ko na streho postavimo strešne nosilce ali recimo kovčke. Se pravi, ko jih ne potrebujemo, naj gredo dol iz avta, saj se poraba v primeru, da jih vozimo po nepotrebnem, bistveno poveča. No, lepo, da si omenil kovčke, ki prinašajo tudi dodatno obtežitev. Vem, da po zimi vsi dobimo kakšno kilo ali več gor, ampak ni pa potrebe, da bi celo zimo vozili nepotrebno kilažo. Računa se, da naj bi 20 dodatnih kilogramov porabo povečalo za 1%. No, zdaj pa na vožnjo. In tukaj se delajo največje razlike, kar se porabe tiče, kar ste verjetno že ugotovili, če imate potovalni računalnik in spremljate svoj slog vožnje oziroma takrat, ko se vam kam mudi, verjetno porabi veliko več. In tudi v tem primeru, tako kot pri avtu, se bomo osredotočili na zgolj 3 pravila, čeprav jih je napotkov za bolj varčno vožnjo res veliko, ampak mi smo izbrali 3, za katere menimo, da so najbolj pomembne, ne glede na to, kakšen motor poganja vaš avto. In prvi je menjalnik. Menjalnik, ki mu včasih rečemo tudi hranilnik, predvsem pri Šparovček, ja. Predvsem pri ročnem menjalniku lahko sami kontroliramo, kdaj in koliko prestavljamo in s tem vplivamo tudi na porabo. Ampak v tem primeru mora biti voznik med vožnjo zmeraj zelo zbran in mora vedeti, kdaj prestavlja. Priporočila, ki naj bi veljala, so takšna, da pri bencinskem menjamo nekaj po 2500 obrati, pri dizelskem pa malo po 2000. No, ampak ker to zahteva zbranost, pa tudi sodelovanje z motorjem in poslušanje in tako naprej, je tako kot pri rednem preverjanju tlaka v pnevmatikah
odgovorila tehnologija. In že pred dobrim desetletjem je postala obvezna v vseh novih avtomobilih, ki se prodajajo v Evropi, tudi indikator, ki pokaže, kdaj so najbolj primerni obrati za prestaviti, ker namreč to je tudi odvisno od različnih agregatov, velikosti in tako naprej. In ko se pokaže puščica, je treba prestaviti više, in ko se pokaže navzdol, prestaviti navzdol. In ko enkrat to pravzaprav ponotranimo, puščice tudi ne potrebujemo več. Predvsem pa ne bomo več potrebovali sploh misliti na to, ker prihajajo. Ne samo prihajajo, tukaj so avtomatski menjalniki. Električni in hibridni avtomobili praktično ne poznajo več ročnega menjalnika in tudi bencinsko in dizelsko gnani modeli velikokrat niso več na voljo v izvedbi z ročnim menjalnikom. Na drugo mesto, kar se voznikovega vpliva na porabo tiče, pa sva postavila konstantno vožnjo. Če namreč veliko pospešujemo in potem zaviramo, se poraba logično poveča. Ampak za ekonomično varčno vožnjo praviloma velja, da je vožnja po polžnju. Pa ni res. Dinamična vožnja je prav tako lahko tudi varčna. Pravzaprav sploh je, če je dinamična na način eko vožnje. Se pravi, da so pospeševanja relativno kratka, ne da se pospešuje zelo dolgo časa, ampak seveda tudi zaviranja morajo biti progresivna. Tehnika zaviranja je pa še posebej pomembna pri električnih in hibridnih vozilih, kjer v bistvu energijo dobivamo nazaj. No, za ohranjanje konstantne tekoče vožnje pa se zelo svetuje tudi uporaba tempomata, radarskega ali navadnega, na avtocestah in povsod drugod, kjer ima to smisel. Na ta način dosežemo manj nihanj na pedalu za plin in s tem bolj tekočo vožnjo, pa seveda tudi manjšo porabo goriva. No, tretja točka pa je v bistvu nadgradnja prve in druge, in sicer opazovanje in predvidevanje. Tukaj nekateri postanejo pravi mojstri, celo velemojstri. In za ta pogovor smo angažirali prav posebno gostjo. Velemojstrico. V bistvu, ko igram partijo šaha, zvem kakšen dan prej, kdo bo moj nasprotnik, in jaz se lepo sedem za prenosnik in raziščem svojega nasprotnika. In nekako mogoče tako je tudi pri vožnji, ko vem, da imam daljšo vožnjo v kakšno Nemčijo, kjer bom igrala tekmovanje, si naprej planiram pot, če se da tudi, ki se bom približno ustavila, kupila vinjeto recimo in tako podobno. Tako da v bistvu se neke vrste pripravim na cesto, tako kot se bi pripravila na nasprotnika, že pred partijo. Kako dosežeš tekočo vožnjo, tekočo partijo? Ja, seveda, zato je pomembno planiranje vnaprej, oziroma da si sposoben videti celotno okolico okoli sebe. Nekako tudi pri šahu moram vedno gledati celotno šahovnico. Ne moram se skoncentrirati samo na svojo kraljevo stran, ker jo želim zavarovati. Ampak je vedno pomembno, da pogledam najboljše poteze nasprotnika iz vseh možnih vidikov, in tako je tudi pri vožnji. Moram biti pozorna na kolesarje, na pešce. Morda, če vidim, da je neko vozilo prehitro pride iz desne strani ali bremzam, vidim mogoče semafor na kolesarski stezi, da se obarva rdeče. To pomeni, da se bo tudi moj semafor kmalu obarval rdeče. Tako da za varno in eko vožnjo je potrebno planiranje vnaprej. Verjamem, da s fokusom pa nimaš težav. Pri šahu moraš biti sfokusiran tudi v daljšem obdobju. Pri vožnji prav tako, med šahovsko igro verjetno tudi ne smeš gledati po telefonu, ne smeš brati nekih stvari, novic. Moraš biti točno pri tem in podobno je pri vožnji. Ja, absolutno. Pri vožnji nikoli ne uporabljam telefona, kaj šele tipkam, to je prepovedano pri meni. Pri šahovnici je moja poza večinoma tole. Tudi zato, da me nasprotnik ne prebere, se nekako, pa tudi, da si lažje ohranjam fokus, si ga naredim takole, da me ne moti, recimo, sprehaja se tam en velemojster, zakaj se tam sprehaja, a to pomeni, da ima dobro pozicijo. Take stvari včasih začnem razmišljati, ko mi pada fokus za celotno partijo, in potem se velikokrat postavim takole, da tudi je moj vizualni pogled, fokus samo šahovnica. Imam pa zelo fajn, seveda, pri Pumi to, da ko dobim neko sporočilo oziroma klic, samo kliknem na ekran in imam prostoročno telefoniranje oziroma mi prebere sporočilo na glas. In potem me tudi vpraša, če želim nekaj odgovoriti, in mu lahko odgovorim, brez da kaj tipkam. Se pravi, samo z glasovnim sporočilom. In to se mi zdi zelo pomembno, še posebej, če te nekdo nujno potrebuje in imaš nek klic, da se ne rabiš ustavljati ali pa da si nevaren na cesti slučajno. Tako, ne uporabljam telefona, ampak seveda pa poslušam glasbo. To je pa za sproščanje, da mi tudi ohranja fokus na nek drug način. Daj povej mi, te kaj razburi med šahovsko partijo in
kako te stvari potem rešuješ? Imam zelo visoko toleranco do neke jeze. Če pa zgubim partijo na res grd način, v primeru recimo spregledam kraljico, potem sem pa zelo jezna, partijo predam, dam roko, bil si boljši od mene, potem gre pa v svojo sobo in odprem ronosnik in začnem igrati hitropotezni šah. Ker me to enostavno sprosti. In mogoče se mi kdaj tudi to pojavi kaj med vožnjo, recimo v primeru, da te znervira nek voznik za tabo, recimo te vozi 1 meter za tabo, veš, da to ni varno in me včasih potem malo bolj pospešim, zato da sicer jaz naredim varno razdaljo, ampak mogoče ni najbolj pravilno, da tako reagiram. Jaz sem mislil, da boš rekla, da pospešiš, ustaviš in ga povabiš na hitropotezni šah. To bi mogla začeti delati, vidiš, hvala za idejo. Nihče več ne bi upal voziti preveč za tabo. Ja. Ostajamo pri varčnosti. Toyota je bila prva, ki je že desetletja nazaj govorila o manjši porabi, o ekonomičnosti, takrat, ko ni nihče še razmišljal o tem, kako bi varčevali pri gorivu oziroma imeli manjšo porabo. No, oni so takrat s Priusom to na nek način začeli. In še dobro se spomnimo, kako so se jim vsi posmehovali. Kaj pa je danes? Danes praktično vse znamke ponujajo tudi hibride. Ampak Toyota je že takrat sledila svojim vzgibom, izhajajoč iz razumevanja tako Japonske, ki je omejena po seveda surovinah in virih, ki jih imajo, in potrebah, ki so izdatno večje, in kot globalni igralec je razmišljala tudi v svetovnem merilu. In iskala rešitve, ki bi lahko bile za današnji čas sprejemljive za vse uporabnike. Zato ves čas pravijo, da ni binarne rešitve, da ni ena je vse in nič ni nič. I think by giving people this sort of menu of options, a diverse number of options, and making sure that each one of them is as good as it can be in terms of CO2 reduction, and then giving people the choice and saying, okay, look, you yourself as an individual can make a choice. Different people will choose different things. Certain people that only take short trips in their car and have an outlet to plug in at home, they will choose battery electric vehicles. And I think that's great. And we should make as many of them as we can and make sure that people have the option to choose that. I think other people will do short trips some of the time, but other times they want to take a long trip and there may not be the infrastructure that they need. And so they will want, for instance, a plug-in hybrid vehicle as an option. And we're seeing increased demand for those kinds of vehicles. Even people that want hybrid vehicles, there are cases there. Our job as a manufacturer is to reduce the CO2 output of HEVs also. So for the customers that want that vehicle, that will work too. Here's what I'm trying to avoid. There's a paradoxical effect that can happen if you restrict choice too much. If we say that we only are going to sell certain types of vehicles, then customers who don't want that type of vehicle will make a really bad choice. And that choice is to keep the old vehicle that they have and not replace it with one that puts out much less CO2. And we don't want that to happen because that's the worst result. Another way that we say this is that a vehicle that has zero carbon emissions that is sitting on the dealer lot instead of being used by the customer saves no carbon dioxide emissions. And so what we need to do is make vehicles that customers want, give them the choice, but make sure that each one of those possibilities reduces CO2 as much as possible. The cost here is the main problem because we cannot afford new cars. How can we solve this problem? So it's an extremely important point. Some customers just can't afford to replace their vehicles that often. And so we know that there's going to be a lot of older vehicles that are on the road a long time. And this is the reason that we're working so hard right now to find ways of making drop-in, low-carbon replacements for gasoline, as an example. And so whether it's an e-fuel or a biofuel, there's a few different pathways there too, but I think this is going to become increasingly important. Just to be clear, it's not a substitute for getting a new vehicle with a new type of energy source. We should do that as much as we can,
but it's a realism. It's realizing that a lot of older cars will be around, not necessarily in Northern Europe, for instance, that is a different part of the world, but in many other parts of the world for quite some time. Is this realism present in, for example, in Brussels, in European? I am not a politician, and I am very hesitant to be critical of any policymaker anywhere in the world. But I think that, you know, these are kind of facts, right? And I think that the world is changing to realize that we have to reduce CO2. That's the goal. In smo že pri našem najljubšem avtomobilnostnem vprašanju tega tedna. V prejšnji oddaji smo vas vprašali, kateri Škodin model je bil najdražji izdelan v eni in edini verziji. In pravilen odgovor je bil Fabia. Verjetno, saj najdemo med Škodami veliko znanih in prestižnih, pa tudi redkih primerov iz višjega cenovnega razreda, ampak spraševali smo po samo enem izdelanem primerku in to je bila Fabia, ki je bila dobra za pojest. Gre za reklamni projekt ob lansiranju druge generacije Škode Fabie, ki je na trg zapeljala leta 2007. Namen oglasa je bil poudariti slog, preciznost in sladko popolnost Škodinih avtomobilov, kar jim je popolnoma uspelo, saj je oglas v hipu postal ikoničen in je močno dvignil prepoznavnost Škode. Fabia torta je izdelana v merilu 1:1 in to z izjemnim posluhom za detajle, tudi pri izdelavi motorja in notranjosti. Karoserijo so izdelali iz testa in maslene kreme, pnevmatike iz čokolade in sladkorne mase, zadnje zavorne luči iz rdečega želeja, motor in stranska ogledala iz marcipana. Logo, ki je bil zadnji del torte, pa je bil narejen iz sladkorne mase in barvil. Izdelava torte Fabia je stala krepko prek $500 000. Ali so Fabio na koncu pojedli, pa tudi recept za Fabiino torto in seveda še več pa najdete na spletni strani rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Tokratno vprašanje pa je povezano z udobjem, oziroma z udobjem sedenja v avtomobilu. Kar veliko časa preživimo v avtomobilih, veliko presedimo in zato nekateri avtomobili ponujajo tudi masažo. Koliko masažnih točk hrbta vam ponuja novi Passat? 4, 6 ali 10? Odgovorite tako, da skenirate QR kodo na zaslonu ali da nas obiščete na rtvslo.si poševnica avtomobilnost. Velikih enoprostorcev danes na slovenskem trgu pravzaprav ni več, vsaj ne, ko govorimo o novih vozilih. No, tako se morajo, na primer, družine, ki bi si želele več prostora ob nakupu novega vozila, nekako znajti. Te družine morajo torej poiskati alternativo. No in tokrat bomo pogledali eno tako alternativo, ki jo ponuja Peugeot. No, pa postavimo zdaj oba Peugeotjeva modela bok ob bok. Že v modelu 3008, v katerem sedim zdaj, se na zadnji klopi peljemo zelo udobno. Poglejte, na primer, koliko imam še prostora za noge, za kolena, tudi za glavo mi ga ostane še nekaj. In to kljub temu, da je zadek 3008 oblikovan zelo atraktivno, nekako v kupejevskem oziroma fastback slogu. No, v modelu 5008 pa imamo medtem še nekaj več prostora po višini, ampak po mojem mnenju je še bolj pomembna prednost to, da imamo tukaj zadaj večja okna, s tem pridobimo več svetlosti, svetlobe v kabino, no in tako je vožnja, predvsem na daljših poteh, bolj prijetna. Poglejmo še razmerje v prtljažnih litrih. To znaša 520 proti 916 oziroma 1480 proti 2232. Ampak verjamem, da vam te številke povedo bolj malo. Primerjajmo raje bolj praktično. Glavna prednost modela 5008 je, da je njegova notranjost precej modularna. No, kaj to pomeni? To pomeni, da se tale klop, na primer, takole premika naprej in nazaj. Vsak sedež pa se, če želimo, zlaga tudi posebej, s tem pa lahko zelo preprosto prilagajamo razmerje med prostorom za potnike in prostorom za prtljago.
No, če boste imeli postavljeno to tretjo vrsto, bo seveda prostora za prtljago ostalo bolj malo, kar je povsem normalno za ta segment vozil. No, v primeru Peugeota 5008 je tukaj prostora za dobrih 300 litrov, kar v praksi pomeni, da lahko sem postavimo le en takšen malo večji kovček. Največja razlika med prtljažnikoma modelov 5008 in 3008 pa se pojavi takrat, ko tole tretjo vrsto takole zložimo. Takrat je razlika med prtljažnikoma skoraj dvakratna. Poglejte na primer dolžino, razmerje med njima znaša 90 cm proti približno 120 cm, takrat ko klop pomaknemo bolj naprej. No, ta razlika pa se zelo občutno vidi tudi takrat, ko v prtljažnika zložimo prtljago. No, pa zložimo še drugo vrsto sedežev. To nam bo prišlo prav predvsem takrat, ko želimo tukaj zadaj prevažati kakšne zelo dolge, nerodne predmete. No in skladno z dolžinskim prirastkom je ta podaljšan prtljažnik v modelu 5008 v primerjavi z modelom 3008 daljši, poglejmo, takole za približno 30 cm. Letošnja podnebna konferenca COP29 v Bakuju se je že ob otvoritvi znašla še bolj v slepi ulici, kot se je prejšnja končala. Poglejmo, zakaj je tako in kaj lahko naredimo, da bi bilo drugače. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je letošnjo priložnost že takoj na začetku izkoristil za to, da nam je povedal, da se igramo z ognjem in da nam je zmanjkalo časa. S tem se je pridružil drugim, ki že leta ob takih in podobnih konferencah povedo, da je konec tu. Poglejmo, ali lahko okoljsko problematiko in z njo povezano retoriko povežemo s prometno varnostjo in napredkom na tem področju, saj nekaj podobnosti je. Reševanje enega in drugega problema zahteva vključitev celotne družbe, politike, zakonodaje in gospodarstva. V spremembo navad pa se mora aktivno vključiti tudi posameznik. Ta je še posebej zanimiv. V zadnjih nekaj desetletjih smo ugotovili, da so generacije mladih in zdaj tudi že ne več tako mladih, na katere grozljive in krvava sporočila v prometnih nesrečah ne delujejo več. Očitno imajo tega že od rojstva preveč na vseh področjih, od filmov, glasbe, TikToka, YouTubov do TV-ja in radijskih novic. Nanje pozitivno delujejo drugačna prometno-preventivna sporočila in aktivacije. Za boljšo vključitev v aktivno sodelovanje pri zmanjšanju onesnaževanja bi bilo zato verjetno bolj koristno spremeniti tako retoriko kot zeleno sporočilo. Zdaj po eni strani poslušamo, kako je konec za vogalom, po drugi pa da je rešitev v zeleni rasti, ki jo razumemo kot ekonomsko rast, kar je v svojem bistvu kontradiktorno. Zelena poslovna priložnost nas je v evropski mobilnosti pripeljala do tega, da kupujemo velike električne SUV-e, v katerih je za približno 200 kg redkih surovin več kot v avtu, ki ga imamo danes. Hkrati pa se pogovarjamo o tem, da mora naš delavec postati konkurenčen tistemu, ki dela za pol nižjo plačo od 9 zjutraj do 9 zvečer, 6 dni na teden. Ne vem, ali je to konec sveta, a zelena rast zagotovo ni. Na srečo kitajski delavec noče več delati vse dni, pa tudi plačo želi višjo. In na srečo se pri nas mladi začenjajo spraševati bolj zeleno vprašanje. In sicer, ali lahko v udobju super potrošniškega življenja najdemo priložnost za kakšen avto manj in ne za 2 težja zelena več. Zdaj že živimo čase, ko se tudi po naših cestah vozijo avtomobili, pri katerih se kupec lahko odloči za bencinski, dizelski ali električni motor. No, če smo natančni, je dizelskih vse manj, električnih pa vse več. A bistvo povedanega je, da tudi avtomobili z električnim motorjem niso več drugačnih, celo vesoljskih oblik, ampak so videti kot čisto pravi ali, če rečemo, običajni avtomobili. Med takšne avtomobile lahko zdaj prištevamo tudi Oplovo Moko.
Temeljita preobrazba jo je doletela pred dobrimi 3 leti, ko je na ceste zapeljala druga generacija. A najpomembnejše je seveda dejstvo, da je nastala kot plod sodelovanja s koncernom Stellantis. Posledično pa je nastala na novi koncernski platformi, ki dovoljuje tudi rabo oziroma vgradnjo električnega motorja. Zato je zdaj nadaleč težko ugotoviti, kateri motor se skriva pod prednjim pokrovom, ker je tudi moka z električnim motorjem oblikovno enako privlačna kot njene sestre s klasičnim pogonom. Osebno se mi zdi, da je električna moka izmed vseh mok najprijetnejša za vožnjo, saj ponuja odličen kompromis med udobjem in ugodjem na eni strani ter umirjeno in prijetno vožnjo na drugi strani. Z umirjeno vožnjo, takšno kot na našem nornem krogu, se je mogoče približati porabi 18,5 kWh. V povprečju pa poraba znaša okoli 20 kWh. A ker se baterija na hitri polnilnici lahko polni z močjo 100 kW, je za napolnjenost do 80% na hitri polnilnici dovolj 30 minut polnjenja, na hišni pa nekaj več kot 5 ur. V notranjosti moka z drugo generacijo prinaša tehnološki napredek, predvsem na področju digitalizacije. Osrednjemu zaslonu, ki je v osnovi velik 7 palcev, doplačilno pa tako kot tale 10 palcev, dela družbo še večji 12-palčni digitalni informacijski zaslon za voznika. Neposredni prevod bi bil nekako čista plošča, kar pa sploh ni daleč od resnice. Namreč na zaslonu, ki je namenjen vozniku, so zares zgolj tiste informacije, ki so za vožnjo potrebne, in ker je zaslon res velik, so tudi jasno in razločno vidne. Drugače pa je počutje v avtomobilu dobro, zgolj za moj okus je notranjost malce preveč črna, a takšno filozofijo pri Oplu zagovarjajo že desetletja. Sicer pa so tudi stikala dovolj ergonomično razporejena, da do njih dosežejo tudi po postavi manjši vozniki. Sploh zdaj, v mrzlih zimskih dneh, pa je dobrodošlo ogrevanje prednjih sedežev in pa tudi volanskega obroča. Kot smo danes videli, je tudi vožnja podobno kot šah, kombinacija med dolgoročno strategijo in kratkoročno taktiko. In da na koncu vse to potrebujemo, da vozimo varno, varčno, ekonomično. In če do konca ostanemo zvesti igri in šahu, potem lahko žal ugotovimo, da je trenutna ekologija stranski in manj pomemben igralec, da sta tukaj dva pomembnejša geopolitični interesi in ekonomski interesi in njihova strategija na celotnem polju sveta. Hočeš reči, da mi igramo šah, nekdo drug pa igra Monopoli ali pa tako, kot smo včasih na Makedamu igrali Zemljo krast. Upam, da bomo vsi predvsem igrali Človek na jezi se. Lepo. No, vidimo se spet čez teden dni, vmes pa skočite na rtvsolo.si poševnica avtomobilnosti. Srečno!